Pozdravljeni na predavanju o hierarhijah v dimenzionalnih zvezdah. Zagotovo ste si že ogledali katerega izmed dosedanjih video predstavitev in če ste si, potem veste, kaj so dimenzionalne zvezde. Če ne, predlagam, da si ogledate katerega od njih. Tokratna tema je hierarhije, ki so v dimenzionalnih zvezdah najbolj enostavne za uporabljati za končnega uporabnika. Da bo vse skupaj lažje, bomo opazovali enega zelo podjetnega sladoledarja, ki ima tako gužvo, ko prodaja svoj sladoled, da si je moral narediti podatkovno skladišče, v katerem spremlja svoje stranke in jih analizira po hierarhičnih podatkih oziroma dobičke, ki jih ustvarja z njimi. No, pa si poglejmo zadevo malo od bližje. Recimo, da prodajamo sladoled 4 različnim strankam. Stranka 1, stranka 2, stranka 3 in stranka 4. Te stranke že dolgo časa opazujemo, oziroma kot sladoledar že dolgo opazujem in ugotavljam, da je prva stranka pri meni porabila toliko denarja, da sem zaslužil 120 evrov. Stranka 2 je porabila malo manj, pa sem zaslužil 85 evrov. Stranka 3 je pri meni malo časa in sem zaslužil šele 20 evrov in stranka 4 je pri meni pustila 100 evrov. Ko opazujem podatke na ta način, bi se temu reklo, da podatke opazujem na osnovnem nivoju. Moja stranka je moj osnovni nivo. Zdaj si pa zamislimo, da sem toliko prijazen kot recimo Hervis in sprašujem, odkot stranke prihajajo. In ugotovim, da sta prvi 2 stranki iz Maribora, drugi 2 stranki pa sta iz Ljubljane. Tisti trenutek, ko imam to informacijo o svojih strankah, lahko te seštevke, tele zneske tukaj v mojem dobičku, seštejem na ta način, da rečem, aha, stranka 1, ta je iz Maribora, pa stranka 2 je iz Maribora, stranka 3 je iz Ljubljane, pa stranka 4 ste iz Ljubljane. Lahko te številke na ta način seštejem, da rečem vse zapise. Pri vseh strankah, ki imajo tukaj enako vrednost, mi pokaže to vrednost, znesek pa seštejem. Potem dobim nekaj takega. MB, LJ, se pravi, to je nabor različnih vrednosti pri strankah. Tu pa dobim seštevek. Koliko je ta seštevek? 120 plus 85 je 205. Upam, da se zdaj tu ne bom usmešal z tem seštevanjem. Tukaj pa 120 evrov. Na ta način za formulacijo vprašanja pokaži mi moje zaslužke po mestih. Sem v bistvu zložil svoje komitente v neko hierarhično strukturo in sicer sem uvedel en nivo hierarhije, ki bi jo lahko imenoval lokacija, v kateri so noter samo mesta. Zelo enostavno bi si to hierarhijo lahko razširil na sledeči način. Spet opazujem svoje 4 mandljice. Tile so iz Ljubljane. Tile so iz Maribora. Potem pa ugotovim, da sta prišla še 2 iz Graca. Iz Graca. In si takoj pomislim novi nivo, kjer rečem, aha, to je Slovenija, tole pa Avstrija. Se pravi, če je to hierarhija, ki se imenuje lokacija, se pravi hierarhija po imenu lokacija, potem sem prej imel nivo, ki sem mu rekel mesto, in imam zdaj novi nivo, ki mu rečem država.
No, to, kar sem zdaj tukaj naredil, je zelo pomembno. Ne? Namreč ugotovil sem, da hierarhije imajo nivoje. In da tile nivoji grejo na ta način, da se seštevajo en v drugega. Se pravi, nivo 1, ki je v tem primeru v hierarhiji lokacija celo imenovan in se imenuje mesto, je tisti prvi hierarhični nivo, ki moje stranke sešteva, ali pa, ko se sprašujem po dobičku, sešteva v elemente tega nivoja, to so mesta, Maribor, Ljubljana, Gradec. In imam drugi nivo, ki ga imenujem v primeru ponovno hierarhije lokacija, se drugi nivo imenuje država, ta sešteva posamezna mesta. Če si zdaj zastavimo vprašanje, ki je podobno enemu prejšnjemu, bi nas zdaj zanimalo nekaj takšnega, recimo, če malo to dvignem, zanima me Slovenija, se bom vrnil nazaj v belo, zanima me Slovenija, pa znesek, pa Avstrija, pa znesek. Zdaj bom pogledal, koliko so tile zneski, da ne bom čisto v temo butno. Torej Slovenija 325 evrov, to je Ljubljana in Maribor odprej skupaj. In Avstrija, recimo, da imamo tukaj, da sta si ta dva kar privočila za prvi obisk, pa si je vsak vzel eno ogromno porcijo, pa še za zraven so si vzeli, kar pomeni, da imamo tukaj zdaj 22 evrov. 22 evrov. Skratka, uvedel sem hierarhijo nad svojimi komitenti. Komitenti so vedno v tako imenovanem ničtem nivoju. Osnovni nivo nekega podatka. Uvedel sem hierarhijo, ki mi določene elemente tega osnovnega nivoja, se pravi določene stranke, sešteva v višje hierarhične nivoje. Stranka 5 pa stranka 6. V višje hierarhične nivoje, v tem primeru dva višja hierarhična nivoja, ki sta vsak posebej celo imenovana. Nivo 1 se imenuje mesto, to je tole. Nivo 2 se pa imenuje država. Ampak kot rečeno na začetku, jaz sem zelo radoveden sladoledar in svoje stranke marsikaj sprašujem, zato imam tu zdaj teh svojih 6 strank. 3, 4, 5, 6, S1, S6. Pa ajde, da upišem S3, S4, S5. In za vsakega od teh sem toliko prijazen, da jih sprašujem in gnjavim, da mi povejo, kaj so po poklicu. Pa zvem, da je prvi frizer, pa da je tale odvetnik. To je zdaj že več kot dela Hervis, ne? Oni samo po mestu vprašajo. Tale je športnik. Pa še en frizer. Pa še en športnik. Tale je pa gospodinja. Gospodinja. No in ko jih tako sprašujem nekaj časa, ugotavljam, da se pojavljajo tu neke kategorije, recimo frizer, za katere postajam radoveden. Se pravi, koliko pa prodam posameznim tem. Športnik, pa odvetnik, pa gospodinja. In spet, če za vsakega teh vem, koliko sem zaslužil z njim, ne, potem sem naredil neko tako slikco. Tu je še en frizer. Odvetnik je tu gor povezan, pa imamo športnika, pa še enega športnika, pa gospodinjo. In zdaj lahko jaz vem za vsakega od teh, podobno kot sem prej po lokacijah zvedel, lahko zvem dobiček. In sicer zdaj si bom pa zmislil številke, ne, ker ne vem, več tistih od prej 150 evrov, pa recimo 35 evrov, pa 12 evrov, te številke zdaj niso več v skladu za prejšnjo sliko, pa gospodinjo 100 evrov.
Skratka, kaj sem zdaj naredil? Ponovno sem uvedel neko seštevanje po nekih kategorijah, se pravi, sem očitno tele moje stranke seštev po nekem drugem principu, kot je lokacija. Se pravi, sem si izmislil drugo hierarhijo, ki je rečem dejavnost. Koliko nivojev ima ta hierarhija, če smo rekli, da je to nivo nič, potem je ta nivo N1, ki pa nima nekega višjega, ne? Lahko bi zdaj rekel tukaj še recimo, ne vem, proste dejavnosti, pa poklici, pa proste dejavnosti, recimo, pa bi zdaj frizerja pa športnika dal to noter, odvetnika pa bi dal tam v poklice, to je zdaj sem si izmišljal nekaj neumnosti in bi s tem uvedel nivo 2 in bi lahko te številke analiziral po še bolj konsolidiranem principu. Konsolidacija ne pomeni nič drugega kot združevanje podatkov na višjih nivojih in v tem primeru podatke seštevamo. Sprej, sem si izmislil dve hierarhiji nad svojimi komitenti. Ena je bila lokacija, druga se imenuje dejavnost in enkrat opazujem svoje stranke po dejavnosti, drugič pa po lokaciji. A sem s tem omejen zdaj na dve? Ne. Komod bi si lahko izmislil še neko, pa rečemo, da prodajam tudi tega sladoleda res dosti in ga prodajam nekim gospodarskim družbam in me kar naenkrat, ali pa vsem mogočim subjektom, me kar naenkrat zanima nekaj, čemer bi rekli najprej, ugotavljam, da so tu neki poslovni subjekti, pa upravni subjekti, skratka nekaj, tile se potem recimo vidijo, te pridejo pa z delniških družb, te pridejo pa z DOO-jev, res mi gre ta dobro mi gre ta biznis sladoledom. Tu so neka društva, skratka zanima me, komu jaz ta sladoled prodajam in jasno, vse te svoje komitente jaz lahko zdaj povežem v neko novo hierarhijo, ki je pa spet neodvisna od teh, ki smo imeli do zdaj, se pravi od dejavnosti pa lokacije in rečemo tej hierarhiji statusna oblika. Status oblika. Statusne oblike so delniška družba, DOO, SP, društvo in podobne zadeve. Ne? Torej, jaz nisem pri seštevanju teh mojih podatkov, pri agregaciji svojega osnovnega nivoja, pravzaprav z ničemer omejen, če sem že naredil neko agregacijo prej. To so med seboj popolnoma neodvisne agregacije. In jih je lahko poljubno dosti. Kako zdaj tako zadevo prikazati, da ne bi bilo ene take solate, kot je zdaj tukaj narisana. Temu se streže na naslednji način. Osnovni nivo se nariše tu od spodaj in se reče, to je moja stranka. To stranko seštevam po eni veji in rečemo tej veji lokacija, se pravi, to so zdaj hierarhije, v višji nivo, ki ima v tej hierarhiji, se pravi, to je hierarhija lokacija, ki ima v tej hierarhiji ime in se reče mesto. Mesta pa seštevam v države. Se pravi, tudi drugi nivo ima ime država. Potem ima tu popolnoma neodvisno, dajmo zamenjati barvo, popolnoma neodvisno seštevanje po dejavnostih. Se pravi, imam tukaj hierarhijo dejavnost. Tale nima posebnega imena, zato temu nivoju rečem N1 in če še to dejavnost združim te elemente v še kaj bolj grobega ali pa skupaj, seštetega bi temu rekel nivo 2. In potem imam še tretjo neodvisno vejo, ki jo imenujem statusna oblika. Kjer nivo je spet poimenujem zgolj N1, N2. S takim diagramom
povemo, ne, da osnovni nivo strank seštevamo po 3 različnih principih in teh veje lahko v principu koliko si jih izberemo in koliko si jih izmislimo. Pomembno na tej sliki je še tole, ne, da so tukaj nivoji in da so ti nivoji lahko imenovani ali pa neimenovani. Ne. Se pravi, če bi te zdaj države bile še, recimo tu bi lahko šlo še v kontinent, če si izmišljujem, samo zaenkrat mi še posel v sladoledu ne gre tako dalje, se pravi celina, bi to bil 3. nivo od moje osnove in ta bi tudi bil imenovan. Tukaj pa je moj nivo N0. Poglejmo zdaj, kako to zgleda v zvezdah. Kot rečeno, sem sladoledar in mi gre tako dobro, da sem si naredil podatkovno skladišče in sicer eno podatkovno skladišče, ki je zelo enostavno, ki je naša zvezda samo v tem smislu, da noter beležim zneske, to je znesek oziroma moj dobiček, in da te dobičke opazujem po strankah, kar pomeni, da imam tudi eno dimenzijo strank, v kateri imam opredeljene te hierarhije, ki sem jih ravnokar opisala. Zdaj, glede na to, da bomo opazovali vedno prodajo, bomo tole dimenzijo si pogledali z našim osnovnim selektom. Kako in zakaj ta selekt na ta način pogledajte v drugih videih. Se pravi select, opazujem vedno, če pogledamo zdaj v našo fact tabelo, vedno opazujem tale znesek, ki ga bom vedno sešteval, se pravi rečem sum, t.znesek, temu rečem recimo profit, from jasno te tabele v sladoled, se pravi fact tabela sladoledov, ki prodaje sladoleda, na katero joinam dimenzijo, d stranke, s on t.str je s.id in na ta način imam na voljo možnost analize. Prva analiza, ki je, če opazujem zgolj tisto, kar sem pogledal v fact tabelo, str, za to, kar zdaj počnem, jasno ne rabim nič kaj posebej joina dimenzijo, ampak zgolj prikažem, da je to naš osnovni select, s katerim si bomo opazovali. Vidim, da tu ne dobi nič posebnega, ampak kar pa lahko zdaj takoj naredim, je, da namesto nekega ID-ja stranke dam ime stranke in ugotovim prodajo po posameznih strankah. Ker pa nas zanimajo hierarhije, si dajmo pogledati tole hierarhijo sedaj bolj od blizu. Če se spomnim tele slike, imamo 3 neodvisne hierarhije in vsaka od teh hierarhij, tega nimamo, te celine zanimamo v našem modelu, vsaka od teh hierarhij ima 2 nivoja. Če pogledamo to tabelo, vidimo, da imamo hierarhijo, ki sem jo tam imenoval lokacija, tu se imenuje NaSL, v imenih spredaj, vidite, piše NaSL, to pomeni naslov, mesto in naslov država. Imam hierarhijo dejavnost, dejavnost nivo 1, N2 in hierarhijo statusna oblika N1, N2. Vidimo, da se vsak tale element od tukaj v tabeli, ki je oblikovana kot zvezda, odrazi kot stolpec. Vsako to škatlico imamo tu v stolpcu. In prvo, kar zdaj vidimo, če recimo pogledamo statusno obliko, ali pa države, ali pa karkoli, vidimo, da imamo tu noter neke vrednosti. Se pravi, vsak ta hierarhični nivo ima tu noter neke vrednosti. In ko sem še pisal tale povpraševanja, ideja združevanja pa analize po hierarhičnem nivoju je, da se pokažejo različne tele vrednosti in pripadajoči zneski analize. Se pravi, če analiziram profit, me zanima, katere statusne oblike se pojavljajo in profiti, ki jih ustvarjam z njimi. Kakšne so moje dejavnosti, se pravi frizerji in odvetniki in koliko z njimi zaslužim. Skratka, vsak tale element tukaj ima, rečemo temu, svoje različne vrednosti, svoj nabor nekih vrednosti,
po katerih potem združujemo tiste osnovne zapise iz tega nivoja, v našem primeru, kjer združujemo stranke po nekih skupnih, ki imajo vse enako in prikazujemo potem analitični podatek, v tem primeru profit ob teh vrednostih. Kako bi to šlo? Se pravi, dajmo mi pogledati, recimo tale, ko smo rekli, da nas tu več ime niti ne zanima toliko več, ampak bomo si pogledali, gremo najprej skozi lokacijo, ne? Se pravi, ugotavljamo, ali pa dajmo to tu zraven, se pravi s.mesto, grubaj mora biti, to vedno dodamo zraven. In vidim, da imam moje osnovne stranke, vsako posebej, po mestih. Če na mesto, tole zdaj zbrišem ven, če na mesto stranke, pravzaprav ne na mesto stranke, ampak stranko zbrišem in dam mesto na začetek, bom dobil to, kar sem takrat seštel na začetku, ko sem ugotovil, dve stranki iz Maribora, dve stranki iz Ljubljane. Tu imam zdaj jaz prodajo mojega sladoleda po mestih. Če tukaj zamenjam, imamo imenovane nivoje, se pravi, če imam dva selekta, če tukaj na mesto rečem, če pogledamo tole mojo dimenzijo od zgore, imam dva stolpca, en se imenuje mesto in država, se pravi, tukaj zamenjam država, spole isto, država, imam analizo po državah. Jasno, ta dva lahko tudi kombiniram in rečem, pokaži mi oba, mesto, mesto in to dvoje zložim skupaj. Če hočem še kaj lepše videti, si to še zložim po vrsti, order by. Kakšni so pomeni teh posameznih elementov, select, pa group by, pa order by, je razloženo v videu o uvod v SQL in tistemu, ki to ni jasno, predlagam, da si ogleda ta video. Tu zdaj vidim, koliko je Slovenije, pa točno po katerih mestih in tu zdaj vidim mojo dvonivojsko analizo. Še nekaj se je pokazalo, zdaj tukaj, skozi tale select, če je to moja dimenzija, da so dimenzije in sicer najvišji nivoji v nekih hierarhijah v dimenzijah, to bi bili recimo ta tri polja, dobre vstopne točke za analizo. Recimo, jaz pogledam, sem sladoledar in sem se zdaj, recimo, da sem se zaposlil na novo pri tem sladoledarju in sem odgovoren za pač neko prodajo. Prvo, kar naredim, pa rečem, pokaži mi prodaja po državah in potem lahko to poglobim in rečem, pokaži mi torej znotraj držav po posameznih mestih. Ko sem opazoval svoje stranke, sem torej se ukvarjal tudi z njihovo dejavnostjo, pa si pogledamo malo ta select še po tole analizo po njihovih dejavnostih. Zdaj sem dodal, skratka imam analizo po lokacijah in sem hkrati dodal neko dejavnost zraven, pri vsakem komitentu tisto dejavnost, v katero ta stranka spada. In prvo, kar me zdaj zanima, jasno je pa to, da bom preskočil na analizo po dejavnostih, ko me pa lokacija več ne zanima. Se pravi, preskočim preko ene hierarhije, preskočim v drugo in s tem pokažem, da so te hierarhije med seboj popolnoma neodvisne za analizo. In kot vidite, tudi zelo, zelo enostavno dosegljive. Ta enostavnost je dosežena za tem, da so podatki v enem takem podatkovnem modelu in podatkovnem skladišču enostavno zloženi. In seveda tu si tudi lahko nivo 1 zamenjam z nivo 2, se pravi vstopim na visoki točki in pogledam te dejavnosti na različen način, oziroma na zelo konsolidiran način in dobim neko vstopno informacijo k mojemu novemu delodajalcu. Enako me sedaj zanima še skopiram tega, pogledam hierarhijo in
me zanima, komu pa so zdaj, kdo so, se pravi, kdo so podjetja, kakšne oblike so podjetja, ki jim prodajam. In ta select na mesto dejavnosti, zgolj zberem, tokrat stopam na najvišji točki, zberem tukaj statusno obliko, stat OBL, nivo 2, stat OBL in še zložim potem in pogledam, kaj dobivam. Aha, to bi zdaj pomenilo, da poslovnim subjektom prodam največ, upravnim subjektom malo manj, fizične osebe so na drugem mestu, interesna združenja na tretjem mestu. Če tole takoj naredim temu, kar se reče drill, kar bom zdaj naredil, kar pomeni, da bom poglobil svojo informacijo in tu dodal še samo polja drugega nivoja, bolj globokega nivoja, v tem primeru nižjega, se pravi tudi po številki imenovano nižje. In dobim informacijo zdaj po mojih statusnih oblikah. Zdaj, recimo, mogoče vas je nerviralo ves ta čas, mene je, da so te zadeve kar nametane, da niso nič kaj zložene posebej. Tu ima možnost zlaganja po abecedi, to je zdaj po abecedi zloženo, prav tako tole, ampak rečemo, da sem jaz v svoji analizi pa toliko rigorozen, da hočem na vseh poročilih to videti na ta način, da hočem videti najprej poslovne subjekte, pa potem upravne subjekte, pa potem interesno združenje. Če bi hotel to doseči, to smo že v nekih drugih videih je bilo omenjeno, potem si moram omisliti obliko moje dimenzije na malo drugačen način. Fino je, ta dimenzija tukaj zdaj tako imenovana, zato da lepo pokažem, kaj spada skupaj, pa kako so ti hierarhični nivoji izvedeni. Če bi hotel pokazati še, kako rešiti tole sortiranje tukaj, potem ta slika nujno postane bolj komplicirana, pa sem za eno dimenzijo in za eno hierarhijo, to je za statusno obliko, tako malo bolj komplicirano sliko prikazal. Nova hierarhija, pa če primerjamo. Ta je tale, ki smo jo opazovali do zdaj, tale je pa nova. In kaj se vidi? Vidi se, da sta tukaj dodana dva stolpca, in sicer statusna oblika nivo 1, to je tole, ZPR, pa statusna oblika nivo 2, ZPR. Se pravi, to so zdaj 4 stolpci, ki pripadajo tej moji hierarhiji in sicer na vsakem nivoju pripadata 2. Osnovni neki, rečemo v tem primeru ime, pa ZPR, pa na nivoju 2 spet 2 stolpca. Zdaj, če bi tukaj poleg tega imena v naših hierarhijah, v našem podatkovnem skladišču, temu rečemo običajno, še od zadaj dodamo ime PL, se pravi polni naziv, polno ime, pa ZPR, pa ponovadi še nek ID, potem lahko gotovimo na tej naši slikci tukaj, da ima vsak tale nivo nekaj, čemur se reče atributi. In do zdaj smo vedno kazali, da je tu bil vedno samo en atribut, se pravi, tu je bilo recimo, ta se je celo imenoval tak, ker je že imenovanje, ta je bil edini atribut država, pa edini atribut je bilo ime. Tukaj pa zdaj vidimo, da ko sem dodal ZPR, da ima ta nivo 2 atributa in sicer neko ime, pa neko zaporedje. Lahko bi obstajal še en tretji atribut, pa je bilo ID tega elementa, točno ene tele roza krogca. In tu bi lahko bilo isto, se pravi recimo ID, pa ime, pa zaporedna številka. No, poglejmo si zdaj tole zaporedno številko, kako to deluje. Se pravi, uporabim v teh svojih spodnjih selektih, ki sem jih napisal, na mesto, se pravi, če ponovim zdaj tale zadnji query, ki je bil, zadnje popraševanje. Tukaj je ta zadeva nezložena, zdaj bom pa tole isto skopiral, ta isti select skopiral in edino, kar bom dodal, se pravi, to sta moja dva zdaj, ki bom opazoval, zdaj enkrat sta čisto enaka. Tukaj bom dodal drugo dimenzijo, se pravi, na mesto, da joinam D stroški, stranke, bom joinal novo dimenzijo, nova. Vse ostalo ostaje isto. Ampak ker imam novo na voljo, potem lahko pri
group by namesto imen uporabim ZPR stolpce. ZPR stolpce. Če pogledamo zdaj, bom oba zagnal. Aha, kaj se je razburil? Razburil se to, da v bistvu vsi stolpci, ki so tu navedeni pred suma funkcijo, pa vsi stolpci, ki so v order by, morajo biti tudi v group by. In če oba zaženem, vidite, zdaj pa imam, tu je bilo nesortirano, tu pa imam zdaj zadevo sortirano, točno na ta način. Najprej so poslovni subjekti, pa upravni subjekti, pa interesna združenja, pa na to fizične osebe. Znotraj poslovnih subjektov imam najprej to, kar sem napisal, da imam DOO, DD, DNO in na to SP. To je definirano v dimenziji, v posebnem stolpcu. Vidimo, poslovni subjekt vedno ZPR nosi 1, fizična oseba vedno nosi 4. In na ta način se stvari dajo potem izredno enostavno uporabljati in zelo koristno. Če povzamem, neki naši podatki, ki so vedno dani na nekem osnovnem nivoju, recimo tokrat stranke, ko smo bili sladoledar, smo imeli stranke, posamezne stranke si lahko elemente osnovnega nivoja, ne? Tile roza, rečemo, da so na osnovnem beli, pa da jih je zelo dosti, si lahko grupiramo po različnih principih in lahko si to grupiranje izvajamo po večjih med seboj popolnoma neodvisnih principih. Se pravi, na ta način oblikujemo različne hierarhije in te hierarhije v analizi uporabljamo na ta način, da izbiramo elemente iz višjih hierarhičnih nivojev. Dobra vstopna točka v analizo podjetja skozi podatkovno skladišče so najvišji hierarhični nivoji posameznih hierarhij. To je pa zato, ker vedno dobimo najmanjše število zapisov teh roza elemente, ko je više, ko gremo vedno manj. In potem si lahko odvisnosti od tega, kar dobimo, kot rezultat privoščimo razširjanje slike. Na ta način, da se potapljamo vedno bolj proti osnovnem nivoju.